Zadnje čase dobivamo informacije o takšni in drugačni superhrani. Ena nam raste pred nosom, pa na njo premnogokrat pozabimo. To je hren, je večletna rastlina. V prvem letu razvije tanek, v drugem letu pa odebeljen koren. Zacveti z majhnimi belimi cvetovi, ki so užitni. Korenine lahko izkopavamo čez vse leto. A pozor, kot so znale povedati naše babice, je najboljša tista, izkopana v mesecih, ki se končajo na R, torej vse od septembra pa do februarja. Takrat ima namreč čvrsto belo meso, polno ostrih sokov. V preostalih mesecih pa to ostrino izgubi zaradi odganjanja listov in cvetenja. Hren je sicer zelo trdoživ in počasi se nam lahko razraste tudi čez ves vrt, zato mu namenimo mesto na robu vrta. To lahko naredimo že s tankimi lesenimi deskami, ki jih zakopljemo v zemljo in tako razmejimo gredico s hrenom in preostali vrt. Glede temperature hren ni posebej zahteven. Najraje ima sončno ali polsenčno lego. Za hren verjamemo, da očisti naše dihalne poti ter pospešuje prebavo in prekrvavitev. Vzpodbuja tudi izločanje seča, razkožuje in ima celilne lastnosti. A pozor, zaradi njegove ostrine ne pretiravajmo z uživanjem hrena. Povezujejo ga z zniževanjem krvnega tlaka, protibakterijskim delovanjem in celo z dietami za razkoževanje telesa. A hren ni samo za ulonec. Kar nekaj Slovencev se ponaša s takim priimkom. Hren je namreč eden pogostejših priimkov oziroma 84. najpogostejši priimek v Sloveniji, beleži statistični urad. 1427 Slovencev se je v začetku leta 2020 pisalo hren. Največ jih živi v savinjski statistični regiji. Tudi na Veseljaku imamo enega. Domen hren pa je ponosni pohorc, ki mu vse bolj diši prlekija. Tudi zanj bi lahko veljala kakšna hrenova lastnost, tistega pravega hrena. Včasih je malce oster in pekoč, a še vedno je naš super hren.